No, živijo Meta, živijo Marta, živijo, a bomo kar štempljali? A sta za to super. Hopala. Mi imamo že nalepko. Evo. Fanta, ajde, gremo, moramo mi v šolo. Ne smemo v šolo zamujati. Ok, gremo, smo pripravljeni, leva, desna, začnemo z leva. Ok, leva, desna, leva. Hoja krepi in ohranja telesno in duševno zdravje posameznika ter izboljša počutje. Potem preprečuje različna kronične nenalezljive bolezni, vodi nas v dolgo in zdravo starost, tako rekoč, izboljšuje tudi funkcionalne sposobnosti, vpliva pozitivno na naše mentalno in kognitivno zdravje in vsekakor hojo lahko uporabimo tudi kot obliko, bom rekla, druženja oziroma socializacije. Dobro jutro, fantje! Ali treba kaj štempljati? Ne, ne rabite. Ok, dobro, meni 2, 3, 4, 5, ok, imamo, gremo naprej. Pešbus v Škofji Loki se je začel 2019 leta. Otrok imamo tam od 6 do 14. Z naše relacije iz Podlubnika do šole Ivana Groharja bi pa rekla, da zelo radi hodijo in tudi uživajo v hoji. Zdaj bom pa jaz vas nekaj vprašal. A vi sploh veste, da je hoja že sama po sebi ful zdrava? Ja, vedela smo. A vi ste to že vedeli? Ja, sej logično, sej valjda, sej skozi hodite, ne? In pol veste take stvari. Ok, pa vi kaj povejte, no? Kaj je še zdrav? A je zdrav sadje jesti ali je bolj zdrav sladkarije jesti? Sadje, ok. Glejte, stari slovenski pregovor pravi, kar se Janezek nauči, to Janezek zna. In tudi iz tega konteksta je zelo pomembno, da starši otroke vzgajamo v duhu poznavanja in varnosti cestno-prometnih predpisov, ter da jih spodbujamo skupaj v družini k sami aktivni mobilnosti. Ker to, kar bojo te gibalne navade, ki bojo jih pridobili otroci v mladosti, je velika verjetnost, da jih bojo potem kasneje v odrasli dobi ohranjali do konca življenja. Pomembno je, da jo tudi sami prakticiramo, to pomeni, da smo sami tudi vzgled svojim otrokom. Evo, aha, štempljamo, lega, ko ga je lepo naredil. Aha. Ja, pa sem ga, ne? Kad ti je všeč, sem boljš, kad Joži naredil. Naš pešbus ne pozna vremenskih razmer. V šolo gremo vsak delovni dan, ne glede na vreme. Če dež vzamemo dežnike, bunde, gumijaste škorne, skočimo po pot še v kakšno lužo, sploh nas ne ovira vreme. Na fakulteto tudi že lahko malo zamujate. Kje je moja tabla? Dobro, ok. Ali si ti zastavonoša? Čakaj, a vi lahko tako hodite? Koliko je avtobus širok noter? Koliko jih usporedno lahko sedi? 14. Ja, dobro, ok. Ok, pustimo to. Kaj pa avto? 3, ok, 3. Kaj pa s kolesom? Tale pešbus v Loki mi je bil pa tako všeč, da sem se odločil, da še malo ostanem. Sploh, ker je Škofja Loka, kot mnoga slovenska mesta, svoje središče namenila pešcem in kolesarjem. Več kot očitno peš cone in skupni prometni prostori, kjer se mešajo promet z nizko hitrostjo in pešci, pomenijo spremembo na bolje. Jaz sem si danes ogledal razstavo, potelovadil, zaplesal, prebral časopis in spil kavo. Sedaj pa v senci drevesa uživam ob dobrih piškotih in sveži vodi.
A ni to super? Dan, živijo. Dobro dan, živijo. Prosto. Seveda, izvolite. Fajn, da je nekaj zaprt za promet. Super. Ja. Ampak to je delo že kar 40 let. 40 let! To je bilo pa pionirsko dejanje. Ja, prej je bilo. Tlele je bila cesta. Ja? Vmes je bil en graben za meteorno vodo, tle je bil pa parkirišče in tamle ob znamenju, tam je bila pa bencinska črpalka in tle je bilo vse zaparkirano. Ja, seveda. Kaj se pa zdaj kaj dogaja tukaj na trgu? Ja, na trgu se dogaja veliko raznih prireditev. Aha. Zadnjič je bila recimo glasbena loka, predvsem pa spet je trg odprt za otroke. Več o tem, kako lahko ljudi spodbudimo, da bodo več hodili po mestih, pa pove Brownan Thornton, ki prihaja iz vodilne zagovorniške organizacije za hojo Walk 21 iz Velike Britanije. Walking has declined over the last few years. You know, people are choosing other modes. The way we move and live in our cities, the need for commutes and the style of development around shopping centres has all changed the way that we move, and changing levels of road safety have impacted on parents' decisions to allow their children to walk to school. So there's a lot of factors at play as to whether people want to walk more. There's lots of reasons why the environment has created a context. The other options, the driving out of fear or convenience, has overridden that. But what we do find is almost every time you create the context within which people can access a space by walking, people do want to have those opportunities within their local neighbourhoods. It's really clear that decision makers, politicians and administrations, they need to lead on this because they can fulfil policy ambitions for themselves by investing in the walkable community. Our health systems need people to walk more and to move more, so they can invest in enabling those environments to happen. But at the same time, we have to then invite people to remember what it's like to walk. Glavni trg je bil preurejen leta 2008. Takrat se je zaprla glavna cesta skozi trg. En del trga je sedaj pešcona, drugi del trga je pa še vedno odprt za motorna vozila. Prednost tega, da je del trga kot pešcona, je v tem, da so na tem trgu lahko prireditve. Seveda številne so od Prleškega sejma do Grossmanovega festivala in ter številne druge prireditve, ki jih lahko občine ter drugi organizatorji ta prostor pametno uporabijo. Je pa to tudi za sabo potegnilo to, da se otroci sedaj lahko igrajo, ljudje lahko posedijo na klopcah, postavljena so igrala, lokali so sedaj na tem mestu, ki je bila prej cesta in parkirišča, tako da ja, so določene spremembe. Ljutomer pogosto omenjamo kot neko posebno mesto med slovenskimi mesti. V resnici ni tako zelo poseben. Mnoga mesta trenutno z podobno hitrostjo napredujejo, kar se tiče hoje. Moramo pa vedeti, da je Ljutomer bil tisti, ki je prvi sprejel celostno prometno strategijo od res majhnih slovenskih mest, za katere radi pravimo, da so slovenska posebnost. In dejansko v evropskem merilu malo tako majhnih mest tako intenzivno pristopa k trajnostni mobilnosti. Tako da pomen tega, kar je Ljutomer naredil kot nek pionir, je v tem, da je prvi si upal narediti ta korak.
tistega dneva, ko se čez ta most ne bi sprehodili več kot 200 piščancov, hočem reči, pešcev, kurentov, kolesarjev, Rimljanov, pa otrok. Kam pa grejo? Grem kar z njimi. Ujel vas bom! Vse vas bom ujel! One so kačana, to tako sirova. Te so surove? Ja. A te so pa pečene? Ja. Zdaj pa ne vem, ali bi Alba F1 ali pa Bonica Tonda F1 jajčec. Kjer je boljši? Za mene bele. Kumare, ok, bučke, zeleno. Kaj pa pri jajčevcih se ne morem odločiti? Dobar dan, gospa. A mi date samo eno baziliko, prosim? Gospa, mačkam ste se urinala, ne? Joj, oprostite, mudi se mi, veste, na delavnice gremo. Delavnice? Otroci rišajo, pobarvajo. Lahko greste z mano. Samo da baziliko kupim. Vi baziliko, jaz kumare, pa pičiva. Zmenjeno. Zmenjen, super. A pa je v redu, da takole sred ulice hodva? Ja, le, tu je vse zaprto za promet, veš, to je za peš cona. Super. Kar je super za obiskovalce Ptuja, ne. Tu imamo veliko festivalov, prireditev in to je fajn, da se lahko in pol kle rajamo, prosto sprehajamo tako po centru mesta. To je super, to je super. In kle vse pol razni bendi špilajo. Tudi, ja. Ja, v zadnjih letih se je kar nekaj delov Ptuja zaprlo za promet. Mestna občina je prenovila tržnico, pa tudi pešmost. Ljudje so začeli prihajati v mesto in se tu zadrževati. Namreč kar nekaj časa je mestno središče bilo kot izumrto po popoldnevih. Še ustvarjajo. Pogosto se pojavljajo očitki, da se z zaprtjem predvsem mestnih središč za motorni promet, da to postajajo neka mesta duhov, da se dejavnosti umikajo iz mest. To je lahko res, če so te spremembe prehitre in nepremišljene. Praktično povsod, kjer je ta proces bil ustrezno voden, se je vrednost samega prostora dvignila, lokali so zaživeli, lahko se je spremenila njihova namembnost ponekod, ampak načeloma je prostor s tem pridobil. Lojzek nariši. Pokaži mi, Jože, da vidim, kaj si narisal. Že zelo lepo je. Kaj mislite, otroci? Bo še lahko prišel? Ja, ne? Še boš lahko prišel na Ptuj. Yes! To! Ko govorimo o infrastrukturi za hojo, recimo, imamo ponavadi v mislih to, na čemer stojimo, pločnike. Kljub vsemu pa je to samo tista prva stopnička, če hočemo, da bodo ljudje res hodili. Oblikovanje mora biti univerzalno, to pomeni, da je enako udobno za invalida na invalidskem vozičku, za slabovidne, za mamice z otroškimi vozički ali pa za neko recimo poslovno žensko z visokimi petami. Poleg tega morajo biti v mestu razdalje kratke. Za pešce je treba odpirati dodatne prehode, ki so mogoče za avtomobile neprehodni, se pravi hoja bi morala potekati po prijetnih poteh, po kratkih poteh, opremljena mora biti z urbano opremo. Starejši se morajo med hojo včasih odpočiti, usesti in tako naprej. Se pravi, zelo širok spekter nekih ukrepov, ki jih mora mesto sprejeti, da bo hoja prijetna. Ti si se že navadila? Oprostite, a je Frej tukaj? Ja, seveda. Super. A ste pogosto na literarnih dogodkih?
Ja, zdaj, ko je pač na glavnem trgu prenovljeno in se veliko dogaja, pridemo večkrat na razne kulturne ali pa te prireditve, no, pa predstavitve. Kaj pa se je spremenil? Spremenil se je v bistvu veliko, ker je lažje zame recimo dostop na vozičku, tudi prej so bile razne robniki, stopnice, kocke so bile večje, pa tudi parkirišča so zdaj v bistvu primaknili bližje glavnemu trgu, tako da mi je lažje dostopno. Kako so pa Novomeščani sprejeli te spremembe? Jaz mislim, da zelo pozitivno, veliko jih prihaja, zaprto je za promet in je potem bolj, otroci se bolj lahko igrajo, nekaj sproščeni, pa tudi ljudje se počutijo pač varno, ja. Dober dan, dobrodošli na novomeških poletnih večerih. Danes bo pogovor o knjigi. Jaz mislim, da je vrednost obnove mestnih jeder, starih trških mestnih jeder, velika pridobitev za tisto mesto, v katerem se kaj dogaja. Na tem trgu je bilo kar stičišče trgovcev, no kasneje je bilo tu kar nekaj dobrih lokalov, to je staro mestno jedro, vendar so kasneje iz leta v leto propadali zaradi, pač vemo zakaj. V zadnjem času se je tam pojavilo parkirišče avtomobilov, prav zato smo se mi odločili, da ta trg obnovimo in ga namenimo pešcem, kolesarjem, skratka mirnim dejavnostim. Tu so že postavitve kot razne klopi, drevesa in pa tam priložnostni oder, kjer se bodo odvijale razne prireditve. One of the critical factors is at the end of the day, we can't have everything. We can't have free vehicle movement and expect people to enjoy walking beside big crowded highways or in the polluted, noisy environments. We have to make choices about how we use our public space. So making it nicer for people to walk will require choices about how we allocate space in our cities. And we have to make those choices. We have to choose what matters more. Veste, tudi če vas žena pošle po nakupih, greste še vedno lahko peš. Skratka, peš zares prideš kamorkoli, kadarkoli in ne glede na vreme. Na plažo, na koncert, v vrtec, prijateljem, na tek.